Ob meni je avtomobil za vse tiste, ki ste radi oblečeni takole. Ali pa takole, oziroma takole. Pravzaprav je za vse, še najbolj za tiste, ki ste radi uglajeni, ker sliši na ime Vignale. Tole ni moj stil, te čevlji. To bo boljše. Ford je z novo Fiesto nagovoril praktično vse tiste, ki potrebujete majhen avtomobil. S klasičnimi paketi opreme tiste klasične kupce, z ST-Line in ST bolj športno naravnane, z različico Vignale pa tiste, ki potrebujete predvsem slog in umirjenost. Vsaka od Fiest ima celo drugačno sprednjo masko. Vignale denimo takšen lep krom, ki spominja na valovanje morja. Zgleda prav aristokratsko. Še bolj je takšna Fiesta prijetna znotraj. To, da se je tista klasična zastarela armaturka prejšnje generacije poslovila in jo je nadomestila takšna moderna, je itak jasno. Pred voznikom je velik 8-palčni zaslon, na dotik poganja ga Sync 3, zato je hiter in pregleden. Še bolj pa dejansko cenim, da so za najpomembnejši funkciji, torej za radio in za klimatsko napravo, ohranili klasične gumbe. Baje so naredili ne vem koliko raziskav s kupci in upoštevali njihove želje. Tisto, kar različico Vignale naredi posebno, so materiali. Ta dva sedeža sta s tem vzorcem nekakšna mešanica starega prestižnega fotelja in ultramoderne usnjene torbice. Tudi zelo prijetna sta za zadnjico in za hrbet. No in armaturna plošča je prav tako polna usnja klavirskega laka, zato je zelo prijetna. Fiesta je v novi generaciji zrasla za okoli 8 cm in prebila 4 dolžinske metre, pa vseeno znotraj posebnega prirastka ni. Prtljažnik ima 292 litrov, torej kakšnih 15 več, in 4 potniki boste še vedno sedeli skoraj udobno. Hočem reči, so tudi bolj prostorni predstavniki v tem razredu, ampak vam bo ta kompaktnost všeč. Voznik se zaradi nje počuti kot eno z avtomobilom in Fiesta je še vedno izjemno okretna ter lahkotna. Mislim, o voznih lastnostih bi lahko recitiral hvalospev, res se lepo pelje. Nenaporno in vedno z odličnim občutkom na volanu, mimogrede tega je zelo prijetno držati, ker je ravno prav debel. Fiesta vedno lepo sledi zavoju in zna biti tudi dinamična. Seveda cenim, da je asistenčnih sistemov ogromno, poleg najmodernejših, recimo samodejnega zaviranja v sili, pa izpostavljam dva druga. Fiesta zna spremljati tudi prečni promet za seboj, kar pride prav, ko se boste s parkirišča pomikali vzvratno, in radarski tempomat je lahko tudi le klasični. Tega ne ponuja praktično noben drug avto, pa je briljantno. Dovolj je ena majhna sprememba. Navadni ali pa radarski. Kot želite. Tudi tale litrski motor z 92 kW je dovolj zmogljiv. Sicer trivaljno glasen, ampak dobro potegne, če želite, lahko pa je umirjen in porabi le 7 litrov. Nimam kaj dodati, dobra izbira za Fiesto. Preden pa zaključim, še 3 grenke. Omenjam jih le zato, ker takšna Fiesta stane preko 27 000 evrov. Ja, prav ste slišali, ni napaka. Zato ji ne smemo odpustiti niti najmanjše malenkosti. Za ta denar, naprimer pri Fordu ponujajo že Focus ST. Pa so 3 stvari, ki me motijo. Prva je trda plastika na vratih, Vignale bi moral imeti mehko tudi tukaj. Tale gumb za nastavljanje naslona je izjemno neroden in ga komaj dosežem z roko. In Fiesta nima LED luči, niti ksenonskih ne, samo klasične halogenke. Niti med doplačilno opremo niso na voljo in to pri avtomobilu, ki stane skoraj 30 evrov, če ne upoštevam popusta. Ja, spet se vrnemo do tiste misli, da ima vse, kar je dobro, tudi svojo ceno. Če želite res odličen majhen avtomobil, boste tudi pri Fordu pošteno plačali. Seveda pa je po drugi strani na voljo tudi Fiesta za 11 evrov.